Bog se usmil, kakšne psihoterapeute, ne vem, kater faks ima to v Ljubljani, čez tu producira. To je, Bog se usmil in taki naj bi drugim ljudem pomagali. Taki si morajo sami najprej najti psihoterapeuta. Ampak upam, da si ne bojo najdel tacga slabega, kakor je ona. Slabega, zlobenega, nesposobenega. Pred leti je znan in uspešen podjetnik Ivo Boscarol izjavil, da ti bojo Slovenci odpustili vse, samo uspeha ne. To najbrž vsi vemo, da drži kot pribito. Jaz sem sam to tudi že neštetokrat opazil. Enkrat se mi pa naredila ena zadeva, ker sem to še posebej opazil. Kako so mi eni navoščljivi, zato ker meni je uspelo, njim pa ni uspelo. To zgodbo sem potem napisal in jo objavil na svojem blogu in to je en najbolj branih člankov na mojem blogu. Predlagam, da si ga preberete, link imate v opisu tega videoposnetka. Res, na ta članek sem zelo ponosen, ker sem ga res dober napisal in točno povem tisto, kar je treba Slovencem povedati. Mrskjer ga bo kaj zabolel, ampak res, to je odličen članek. Preberite si ga. Link imate v opisu tega videa. Imamo pa Slovenci še eno grdo lastnost. To sem pa ugotovil jaz, oziroma sigurno je že kdo omenil, ampak nisem pa še nikjer bral. Glejte, Slovenc vas bo probal prepričati, da vam nekaj ne bo uspelo, da se ne da, da niste dovolj dobri, da se nič ne da. To se največkrat naredi, ko ima nekdo neko dobro idejo, vas zagnan, da bo štartal neki posel, ima idejo in to pove z navdušenjem svojim kolegom, on pa mu začne, ja veš, to ne bo, pa lej, je problem tu, pa je problem ono, pa tu, pa on, pa treći, četrt. In mu da 20 argumentov, zakaj tu ne bo ratalo in človek odneha. Človek odneha. In veste, koliko uspešnih zgodb je takole zatrto v kali, ker poslušamo neke svetovalce, ki še nikoli niso v življenju nič naredili in tudi nikoli ne bojo nič naredili. Zakaj pa so taki svetovalci? Zato, ker jim je najbolj ugodno, da so okoli njih tudi sami neuspešni ljudje, ker med tem se najboljš počutijo. In največja travma bi jim bila, če bi eni iz te družbe neuspešnih, ki se vsak dan pogovarjajo, kako je svet nepravičen, kako se nič ne da, kako se nič ne splača, da bi enemu od teh uspelo. Ker pol vidijo, da se da. On je pa 10-20 let govoril, da se nič ne da. In to ga čist zabije. Tako da, jaz, če me kdo kdaj za mnenje vpraša v kakšnem projektu, prvič, zelo nerad na to odgovarjam, ja, če mislim, da je projekt dober, z veseljem pohvalim, navdušam in tako naprej. Če se mi pa projekt ne zdi čist dober, sem pa zelo previden, ker nisem jaz, čeprav sem podjetnik 35 let, nisem jaz kompetenten, da bom za neko X zadevo jaz lahko dal neko mirodajno mnenje. Jaz lahko samo svoje mnenje povem, ampak obstaja velika možnost, da se motim, ne? In to zmeraj pazim, da človeku ne vzamem motivacijo, ker pol vem, da je konc, ne. Glejte, na konc tega videa
vam bom tudi povedal eno zelo zanimivo zgodbo, ki sem jo tudi opisal v teli moji knjigi, z naslovom Vse se da, če se hoče. Kakšna je razlika, če te nekdo pohvali, ali pa če ti nekdo pravi, da ti ne bo ratalo. Odlična zgodba, na koncu jo bom povedal, tako da gremo zdaj čim prej na bistvo, ne. No, to, da bo mene kdo prepričal, da mi nekaj ne bo uspelo, da sem jaz nesposoben, to pri meni ne gre več čez. Ja, včasih je šlo, zdaj pa ne več. Ker vem, da te svetovalci so zmeraj neki neuspešni ljudje, ki ti nočijo dober, in to mene ne moreš prepričati. Mogoče vsak ta stoti, ki me če prepričati, ne, da le nisem tako dober, pa tako sposoben, ima celo, ampak samo vsak ta stoti, ima celo mogoče prave argumente, ampak me vse ne bo prepričal. In tako je prav. Dober, lejte zdaj, če vas nekdo, zdaj, če vi delate res neko tako nategancijo, ki se iz aviona vidi nategancija, ne, pa hočete vi vložiti v nekaj, je pol jasno, ja, da morate človeku povedati, pa da je to lepa nategancija, ne v to vlagati, boš obnar, ne. Tako da je to kar, to je čist druga zadeva, ne. No, ampak to, da mene ne moreš prepričati, pa čeprav imaš mogoče malo prav, je prav, da si tak. Je boljš, da si tak, kakor pa da te vsak prepriča, ne vem, ki pojma nima, ne. Tako, da bi jaz rekel, ne vem, zdaj bom pa, ne vem, napisal še eno knjigo, vse o optimizaciji, eno sem že, ne. Pa en, ki sploh ne ve, kaj vse o optimizaciji, pa mi boš pametvati, ti tu pa ne boš nič prodal, tu je pa čist brez veze, tu pa ne pisati, ne. Tako da, ne, ampak imaš tudi ljudi, ki jih taki prepričajo, ki jih neumni ljudje prepričajo. Ljudje damo veliko na mnenje ljudi. Lejte, tudi jaz sem tak. Pred kratkim mi je ena gospa napisala, kam vam lahko pošljem kritiko na vašo knjigo. Wow. Tu bo drug slab komentar. Čeprav jih imam 50 pozitivnih, ne, več kot 50. Verjetno mnogo več kot 50. Dokler nisem dobil odgovora, sem bil kar malo živčen. Res. Sem rekel, a še mene se to dotakne. Sicer je res, da je knjiga ena taka stvar, ki mi največ pomeni, ne, ker pač to je sicer moja druga knjiga, ampak to je moja biografija in, lejte, meni je veliko bolj važno, da prodam 10 knjig, kakor pa da en posel za 5 ur dobim. Res, saj je to trapasto, ampak tako je. Jaz sem bil kar malo živčen. 2 ure, ko sem čakal odgovor. In potem sem ga dobil in sem rekel, sem rekel, kakšen mnenje. Bom dal tudi link tlele do tega mnenja, ki mi je gospa dovolila, da ga objavim. Lejte, si moram kar zapisati link do mnenja, ker če ne ga pozabil dati. Res dober, ni me vsem pohvalila, nekaj me je tudi skritizirala, ampak mene kot osebo, knjigo pa zelo pohvalila. Tako da, tudi tist, ki bo ta mnenje prebral, bo rekel, to je siguren merodajno mnenje, ker ga vidiš, ki ga prebereš, da ni sfejkan. No, pa pejmo naprej, ne. No, tudi ta moja knjiga, jaz sem v knjigi tudi pisal tu, ne, da se vse da, če se hoče, tako da ne morem zdaj jaz jeti na to, da me bo nekdo nekaj prepričal, da se nekaj ne da, ne. No, en dan sva midva tlele bila skupaj z Sandijem Muheličem, snemava zdaj oddaje, tudi intervju sem vznemal, tudi to bom dal link, vpis najdete.
In so se glih pripravljala, da greva snemati, jaz pogledam sporočila na Instagramu in vidim sporočilo: zdravo, tvojo knjigo sem brala. Nekaj mi je dalo, da tule pa ne bo pozitiven komentar. In rečem Sandiju, sem rekel, ti, lej, zgleda, da bom prva negativen komentar dobil na svojo knjigo. Prav kako pa veš, jaz sem rekel, lej, imam občutek, ne. No, jaz sem gospe napisal, ja, seveda, želim vedeti mnenje, ne. Ona mi odgovori, a povem iskreno, kaj je tu napisala, ne, če sem bil prej 90%, da bo negativen komentar, kaj pa tu napisala, sem bil pa 101% prepričan, da bo negativen komentar, ne. In mi so takrat, pa kaj mi je drugič odgovorila, so s Sandijem že snemala oddajo, ne, tako da ona pol tudi ni mogla počakati, da jaz tu odgovorim, a iskreno ali ne, in je že kar sama napisala. Iskreno povedana, no, knjiga ni čisto nič posebnega, ker je bilo toliko nekih posebnih besed in hvale. Aha, sem si mislil, gospo je zmotilo, ker sem jaz objavljal pozitivne komentarje, ki so mi jih pošiljali tisti, ki so knjigo prebrali. No, jaz si potem lepo, fino, kulturno, čeprav tle sem že dobil idejo, da bom v tem posnel video in sem, bom rekel, sem namerno šel z njo v debato, zato da bom imel čim več materijala za ta video, ki ga zdaj snemam, ne. Pa še članek bom najbrž napisal. Jaz sem odgovoril, hvala za vašo iskreno mnenje, to je prvo negativno mnenje, ki sem ga dobil za svojo knjigo. Tako da zaenkrat je razmerje v pozitivnih in negativnih komentarjih 1:40. Tako da iz moje strani ni razloga za skrb, pa tudi dobro se prodaja. Vseeno hvala, da ste prebrali knjigo, vas smem vprašati, če ste jo prebrali v celoti. Ona mi odgovori, seveda, jaz sem res zahteven bralec, ampak knjiga zagotovo ni nikakršen presežek. Ok, se potem vprašam, a lahko poveste, zakaj vam moja knjiga ni všeč? Zakaj si pa po vaše ne zasluži boljše ocene? Bom zelo hvaležen za povratno informacijo. Lejte, to je bilo tudi čisto iskreno napisano, ker, lejte, jaz sem dostikrat včasih kakšna stranka, ki nas je zapustila, je rekla, lejte, prekinemo sodelovanje, ne, pa če ni bila tudi taka stranka, ki ni plačevala, ker s takim velikim nehamo, pa se skregamo, ker ne plačuje redno, ne, ampak če pa kdaj nas kakšna stranka zapustila, sem jim pa jaz napisal, posebno, če je bil direktor, lastnik podjetja, ne, oziroma, če sem tu mu z lastnikom podjetja, korespondenco, sem zelo napisal, sem rekel, lejte, dober, to je vaša odločitev, jo sprejmem, se vam lahko zahvalim, da ste bili do zdaj naša stranka. Vas bi pa kot podjetnika prosil, če mi res iskreno tukaj na mail napišete, zakaj ste se odločili za prekinitev. Sem rekel, lejte, jaz sem tudi prepričan, da tudi vi kot podjetnik, pač če nekdo se ne odloči za vas ali prekine sodelovanje za vas, bi zelo radi vedeli res iskren razlog, zakaj ste se tako odločili. Rečemo, po mailu tudi ni to tako težko napisati, kakor v živo povedati. In zato sem tudi jaz vprašal, ne, lejte, se vsak človek ti da lahko neki nasvet, ne. Sem dober zdaj, jaz sam človeka pogledam, pa da vidim, ne, čakaj, a je tudi tvoj nasvet dobronameren ali slabonameren, ne. Imam ljudi tukaj na socialnih omrežjih, ki mi že 5 let pišejo negativne komentarje. Vse, kar naredim, je negativno. Pol mi pa reče, da ne znam nasveta sprejeti. Lej, ti meni ne želiš dober in tudi, če bi mu dober nasvet zame, ga zanlaš ne bi napisal, ne, tako da takem pa žal ne morem
napisati. No in gospa, namesto da bi kaj konstruktivno odgovorila, je napisala, ker ni nič posebnega, ni pisateljskega presežka. Jaz sem rekel, točno napiš, kaj te je zmotilo. No, jaz sem odgovoril, pisateljski presežek pa ne more biti, saj nisem pisatelj. Sem napisal že 2 knjige, nisem pa pisatelj. Hvalite se že, kot da ste, mi odgovori ona. Se pravi, vidite, jo je žrlo, ker sem se jaz hvalil, Hvalil sem se z drugim pohvalam. Zakaj se ne bi? Jaz imam 2000 knjig, sem dal natiskat, uložil celkem svojega cajta, da sem jo napisal in tudi glede na to, da sem jo izdal v samozaložbi kar velik denarja, jih moram kar nekaj prodati, da bom na nuli, pa če svoj del nič ne računam, ne? In ja, zakaj bom zdaj skrival te pohvale? Ampak vidite, tu jo je motilo, ne? Jaz sem ji odgovoril, če bi me pohvalila 2 ali 3, ki so prebrali mojo knjigo, bi rekel, da to še ne pomeni, da je dobra. Glede na to, da sem dobil več kot 40 pohval in eno samo grajo, vašo, pa bom pa verjel, da je moja knjiga dobra. Ona mi odgovori, zame kot bralnega terapevta in strokovnjaka o knjigah ne. Jaz vprašam, kaj pomeni bralni terapevt, kaj ste po poklicu, je kaj v povezavi s knjigam. Seveda, jaz sem je to vprašal, zato ker, ne zdaj, če je ona, ne vem, kuharca mi pol ne more, pa me tved glih kakšna je knjiga, ne? In ona je napisala, ja, je povezava, jaz sem napisala že, da sem bralni terapevt in pa psihoterapeut. Pa kaj ima veze moj poklic za vašo knjigo? Se pravi, gospa je poleg bralnega terapevta še psihoterapeut. Se pravi, to je človek, ki pomaga ljudem, ne? Jaz sem ji odgovoril, seveda ima veze. Če ste kakšna knjižničarka ali da delate karkoli v vezi s knjigami, ima vaše mnenje zagotovo večjo težo, kot če ste kuharca. No, to kuharca nisem omenil. Potem je pa napisala, v knjižnici imam bralne skupine kot bralni terapevt. Vedno me knjižnice oziroma zaposleni vprašajo, kaj mislim o knjigi. Tudi o vaši so me. No, jaz se vprašam, lahko poveste, v kateri knjižnici so vas vprašali za mnenje o moji knjigi. Zakaj vas pa to zanima, mi odgovori. To pa zagotovo ne bom povedala, takšnih informacij se ne izdaja. Saj zato jih pa ni kupila več, se pravi, ta knjižnica ni kupila več knjig in jaz sem tudi točno vedel, katera je ta knjižnica, bom pol povedal več o tem. Jaz sem ji odgovoril, zanima me zato, ker me zanima, če je ta knjižnica kupila kakšno knjigo, koliko jih je kupila, čisto za info. Če trdno stojite za svojim mnenjem, ne vem, zakaj bi bilo to kakšna skrivnost. A mi lahko poveste, kakšno je bilo vaše mnenje o moji knjigi, ki ste ga dali v knjižnico. Namreč kmalu bom začel pisati naslednjo svojo knjigo, pa se mogoče kaj iz vašega mnenja naučim. Hvaležen bi bil tudi za kakšen vaš nasvet, usmeritev. No, se pravi, sem še enkrat za nasvet spomnil. Rekla sem, škoda časa za branje te knjige. Zagotovo, no, pa sem pa jaz odgovoril, zagotovo obstaja razlog, da je škoda časa za branje moje knjige. Bom hvaležen, če mi ga zaupate. Lejte, skozi se je izogibala točnem odgovoru. Zakaj je škoda za branje te knjige? Ona samo skozi, da je knjiga za nič, ni pa povedala, zakaj, ker sem jo prosil. In spet napiše, tako kot že stukat, nič posebnega ni, nič se me ni dotaknilo. Ne vem, kaj naj drugega rečem, ni pa literarni presežek, prazna. Jaz sem napisal, hvala za mnenje, mi lahko daste kakšen nasvet za naslednjo mojo knjigo, da bo boljša. Ona mi odgovori, bolje, da jo kdo drug napiše. Jaz vprašam, zakaj? Ker vam ne gre, stavki so suhoparni. Jaz sem potem napisal, mislite, da tudi če treniram, v navedicah, pisanje ne bo šlo. Težka bo.
Potem sem napisal, potem mi svetujete, da opustim pisanje knjig. To sem si ful želel, da bi napisala, da bi me še bolj hotla demotivirati, sicer me ni popolnoma nič demotivirala, ne? Ampak to mi ni odgovorila, se me izgleda naveličala, oziroma je mogoče že malo mislila, da jo zajebavam, ker malo sem jo tudi po pravic povedal, tako da je to, ne? No, zdaj ne jaz povem, da absolutno ni nič sporno, če ona oceni mojo knjigo. Če knjižnica najame, da ona oceni mojo knjigo, pa ne samo mojo, tudi če kakšne druge, ne. Glejte, če seveda vse knjižnice morajo tudi po neki ključu kupiti knjige. Čeprav mislim, da so tu bolj tisti zaposleni, bi bili bolj mirodajni, čeprav je ona neka strokovnjakinja za knjige. No, jaz sem takoj, ki mi je rekla, ne, da je ta knjižnica kupila manj knjig, sem takoj vedel, da je to Mestna knjižnica Ljubljana in res kupili so samo 8 knjig. Mi smo tudi izdali knjigo Ti v moji krvi od pisatelja Žiga Kastelica, tudi do te knjige vam bom link dal, jo lahko naročite. So jih kupili 43 izvodov, ne? Mojih pa samo 8. In spomnim se še, da je prišlo naročilo, mi je sodelavka povedala, da je Mestna knjižnica naročila 8 knjig, sem rekel, kako da jih je pa samo 8 naročila, saj v njih so pa 43, ne? Je rekla, saj tu še bojo, ne? Sem rekel, je dober, nima veze, moram pa tudi po pravici povedati, ne, da meni niti na začetku ni v interesu, da čist takoj vse knjižnice kupijo polno knjig, ker lejte, pol bom jaz sam knjižnicam knjigo prodal, ljudem pa ne, ker si bo šli vsi v knjižnico sposoditi, ne. Sicer, lejte, ne zagovarjam tudi zdaj v knjižnico ne sme nobena moja knjiga. Ampak mogoče sem, če se malo počaka, tako da sem celo vesel, da na začetku knjižnice nakupujejo knjig in tudi čisto nobeni knjižnici nismo knjige ponujali. Pa enkrat jih bomo, mogoče, ali jih pa tudi mogoče zaradi takih budal ne bomo, ne. Tako je bilo. No, ampak veste kaj, zanimiv podatek, ne? Par dni nazaj sem gledal, je bilo v nekih knjižnicah, pod to Mestno knjižnico Ljubljana, ki so, je pisalo 6 v čakalni vrsti, sem celo print screen naredil, toliko, da imam dokaz, ne? Se pravi, je interes za mojo knjigo, ne? In dobro, lejte, jaz sem tudi skoraj 400 knjig prodal, od tega samo, mislim, da sem jih ne vem koliko, ne, še Trebne je kupil 3, pa tamle Slovenske Konjice 1, in to je pa tu. Smo prodali smo samo 11, 12, 13 knjig v knjižnici, vse stalo so kupili ljudje. In kar me najbolj veseli, skoraj ni dneva, da ne dobim pohvalo, ne. No, gremo nazaj na te komentarje v te gospe, ne. Ker mi ni hotela nič odgovoriti, sem je še eno vprašanje dal, pa sem napisal, a mi lahko poveste, kakšno je delo bralnega terapevta. Malo googlam, vendar ne najdem informacije. Tomaž, jaz sem povedala, da mi knjiga ni bila ok. Vi pa imate 100 vprašanj. Res se mi ne da ukvarjati z njim. Aha, lejte. No, nisem prej še do konca povedal. Veste, kaj je pri tej zadevi sporno? Mislim, sporno. Niti ni nič sporno, ampak bolno bi jaz rekel, ne. Lejte, da je ona, ki me ne pozna, me je mogla najdeti, da mi pove, da je moja knjiga za nič. Se pravi, hotla mi je povedati, hotla me je po domače povedano spraviti v slabo voljo. Lejte, to je zelo podobno, kada bi ena sodnica, ki tamle v Ljubljani enega obsoditi na zaporno kazen na dob in bi pol mu še pisala, bi rekla, živjo, jaz sem ta sodnica, ki te je obsodila na zaporno kazen. Ne?
Prav, nič sporno, če ona ocenjuje knjige. Zakaj si ti mogla zdaj še meni prideti osebno povedati? Jaz vem zakaj. Zato, ker ste bili navošljivi. Ker je en Tomaž Gorec, ki je polpismen, je napisal odlično knjigo, ki se je prodala že v 400 izvodih in jo vsi hvalijo, razen vi. In vi, pa neki strokovnjak za knjige, pa niste še knjige napisali. Upam se trditi, da niste, ker sem vse pogledal po Kobisu in to naprej, če bi bila kje kakšna knjiga. Nijo, jaz sem pa že 2 napisal in vem, da vas to boli, ker jaz sem napisal knjigo, vi jo pa niste napisali. In taki, ki sem jaz, vam gre na živce. In to je fino. Meni, takele stvari, ki ste mi jih napisali, veste, mene ne boste dol potlačili. Mene boste sam dvignili, ker jaz bom iz inata zaradi vas napisal še eno knjigo, veliko prej, kakor bi jo sicer napisal. Sej, do pisanja knjig sem jaz dobil izredno veselje zdaj, ker sem to napisal, ker sem se še zverziral v pisanju in jaz sem se odločil, jaz ljudje bom še veliko knjig napisal. Imam še veliko stvari za napisati in uživam v tem in boste videli, na tem področju boste še slišali v mene. Tudi zaradi gospe te, ki me je skritizirala, boste še več slišali o meni, ne? Tako da, ne, gospa je pol napisala, da se ji ne da ukvarjati z mano. Ne, in veste kaj, ona neka bralna terapeutka ima v knjižnicah neke seanse, ne. In jaz sem prepričan, ona se predstavi kot kot zelo dober človek, ki hoče onim ljudem tam pomagati, pa ne vem pa kaj. Ampak ne, lejte, tle pa je rekla, da se ne da z mano ukvarjati, ker sem jo samo vprašal, če me lahko kakšen nasvet da. Lejte, mene vsak let piše preko 300 ljudi za kakšen nasvet glede potovanja v Bosno, pa čisto vsakmu odgovorim. Pa sem prepričan, da ima manj cajta, kakor ga ima ona, ne. Tako da, to je samo žlehtnoba. Žlehtnoba. No in zdaj, ko sem pa videl, da je ona nehala, da se ni več pripravljena pogovarjati, sem si pa vzel čas in sem napisal dolg odgovor. Ampak saj pravim, jaz si nisem ta čas vzel zato, ker bi hotel karkoli dokazati. Kajte, jaz no ne poznam, nikoli ne bom videl, ona je popolnoma nepomembna zame. Zame so pomembni tisti, ki so mojo knjigo kupili, ki so mi pohvalo napisali, ki me spremljajo in tako. Lejte, tudi jaz, če me povabi na kofe, ne grem z njo na kofe, nisem podala, lejte, takih ljudi ne imeti v svojem življenju. No, in jaz sem pisal to zato, ker sem že moglav, da bo to video na to temo, pa tudi verjeten članek na blogu. No, in lejte, zdaj, da vam preberem, kaj sem jim napisal, pa boste videli, kako sem jim dobro napisal. Zanimivo, da ste si vzeli čas in me na vsak način želeli prepričati, da je moja knjiga za nič. Ne da pa se vam se z menoj ukvarjati, ko vas vprašam, kaj je bralna terapija. Niti se vam ni dalo, da bi mi kot strokovnjakinja za knjige dali kakšen dober nasvet, kako naj se lotim pisanja naslednje knjige. Če ste si vzeli čas in se zelo potrudili, da popljuvate mojo knjigo, bi si ga lahko vzeli tudi zato, da mi poveste, kaj je bralni terapeut in da bi mi dali kakšen dober nasvet za mojo naslednjo knjigo. Razen, če nimate v sebi to, da radi pomagate ljudem. Takoj, ko ste mi pisali, sem zaslutil, da je vaša želja popljuvati mojo knjigo. Saj je že v prvem vašem sporočilu videla ta goreča želja. V času, ko sem prejel vaše prvo sporočilo, sem se s Sandijem Muheličem, ki je avtor knjige Mlad in neumen, snemal video. Ko sem videl vaše sporočilo, sem mu rekel, da imam čutek, da bom dobil prvo negativno mnenje v moji knjigi. Drugače vam svetujem, da si še enkrat natančno in počasi preberete mojo knjigo. V njej boste našli zelo dragoceno sporočilo za vas, ki vam bo zagotovo polepšalo življenje, da boste manj zagrejeni, nevošljivi in sovražni. To sem resno mislil, ker jaz v knjigi pišem, ne biti nevoščljiv drugim. Sodelujte z njim, pomagajte jim. In ona se ni, če sploh prebrala mojo knjigo,
se niste knjige moje nič naučila. Tako da, pa sem to dosti nazorno napisal, tako da, če sem kaj razočaran nad svojo knjigo, sem to, da ona ni tega dojela, zato sem mi predlagal, da še enkrat prebere. Potem pa nadaljujem. Če sem se kaj v življenju naučil, sem se naučil, da se ne pustim negativnim in zlobnim ljudem prepričati, da sem nesposoben, da mi ne bo uspelo, da nisem vreden. Vi ste sicer zelo dobri v tem, ampak pri meni vam ne bo uspelo, ker sem pretrd oreh. Se mi pa smilijo ljudje, ki jih taki kot ste vi in podobni zlahka uspejo prepričati, da jim nekaj ne bo uspelo, da niso vredni, da naj odnehajo. Koliko dobrih idej ni bilo nikoli uresničeno ravno zaradi takih ljudi, ki so v kali zatrli odlično idejo nekomu, ki je verjel tem negativnim in zlobnim ljudem. In vi pravite, da ste neki terapeut, celo psihoterapeut. Bog se usmil. Ja, lejte, to res mislim, lejte, ona naj bi ljudem pomagala kot psihoterapeut. In ne ve tega osnovnega, da človeka je treba pohvaliti. Pohvaliti. Bog se usmil, kakšne psihoterapeute, ne vem, kater faks ima tu v Ljubljani, čez tu producira. To je, Bog se usmil in taki naj bi drugim ljudem pomagali. Taki si morajo sami najprej najti psihoterapeuta. Ampak upam, da si ne bojo najdel tacga slabega, kakor je ona. Slabega, zlobenega, nesposobenega. Sej mogoče, če v njej ne bi bila ta zloba, pa to nezadovoljstvo, sej mogoče bi celo dober psihoterapeut bil. Ne vem, malo na pamet govorim, ne. Drugače se vam zahvaljujem za tole debato, ker ste mi dali idejo, da v naslednji moji knjigi napišem poglavje z naslovom Ljudje vas bodo želeli prepričati, da vam ne bo uspelo, da ste nesposobni, nič vredni. No, nisem mi takrat povedal, da bom video posnel, ampak to je to, kar ravno zdaj delam. Kakšno hudo poglavje bo to? Ga bom kar takoj napisal, ker take vsebine res potrebujemo v Sloveniji, ker je čisto preveč negativnih ljudi. Sam se držim pravila, če ne moreš človeku pomagati, ga vsaj pusti pri miru. Res vam hvala za idejo. Hvala tudi za namig, da mi pisanje ne gre. Na moje vprašanje, če mi svetujete, da se neham ukvarjati s pisanjem, mi sicer niste odgovorili. Sem pa prepričan, da menite, da bi se mogel nehati ukvarjati s pisanjem. Mi je žal, da tega niste napisali, namreč take izjave, kot so vaše, mi dajo tako veliko motivacijo, da napišem še kakšne knjige, da si ne morete misliti. Tako da se vam upam obljubiti, da pričakujte še veliko mojih knjig, ki bodo uspešnica. Pričakujte tudi, da se bo o moji knjigi Vse se da, če se hoče, ki ste jo tako skritizirali, še veliko pisalo. Čeprav se je že do sedaj veliko pisalo. No, ne povem, ne, lejte, knjiga v Sloveniji, povprečno, koliko knjig je prodanih v Sloveniji, pač ko izide, je 300. Tako da jaz sem to že presegel in plus tega še knjižnic nimam, knjižnice boj siguren, se je še 100 kupil, pa lejte, knjiga se prodaja, lejte, vsak dan se prodajo 2 knjige, siguren, pa sploh še nimam nobenega oglaševanja za laufanga, ker nimam cajt, ker bom tu za laufal, boste videli, ker to je dobra knjiga, ne, ta Sandi Muhelič, ki je napisal knjigo Mati neumen, on te svoje knjige proda še pa še za Facebook oglaševanjem in on mi je rekel, Tomaž, jaz sem prepričan, da ti bi mogel več knjige prodati, kaj jaz, ne. Tako da, lejte, še boste slišali o moji knjigi, vem, da vam bojo te informacije pokvarile, razpoloženje za nekaj časa, ampak lejte, jaz ne morem pomagati. No, pol sem še napisal, najlepša vam tudi hvala, da ste eni od knjižic dali negativno mnenje o moji knjigi in da potem niso kupili moje knjige. Namreč ni mi v interesu, da knjižnice kupujejo mojo knjigo, ker bom tako prodal več knjig. Tako da, če imate možnost, bi vas prosil, da še kakšni knjižnici svetujete, da ne kupi moje knjige. Tukaj moram priznati, da sem, tle pa sem mečkaj naložil, ne,
po en stran, ja, res nisem zainteresiran, da gre takoj moja knjiga v knjižnice, sem pa pol na koncu zainteresiran, da je moja knjiga v knjižnicah, ne. Tako da, seveda, menim pa, da je to knjiga, ki jo je treba kupiti, ker, lejte, jaz sem ta boljše knjige prebral po 2-krat, 3-krat, ker tudi, lejte, pol pozabiš, greš še enkrat čez in dobiš neke nove ideje, neke stvari vidiš drugače, tako da, ne, jaz sem se zmeraj sprašal, zakaj Koran pa Sveto pismo eni berejo kar po 100-krat, 1000-krat in še ne. Ko sem pa jaz eno knjigo večkrat prebral, sem pa razumel to, sem si rekel, ti ka knjigo drugič bereš, ene stvari drugače vidiš, drugače dojemeš, drugače razumeš in dobro knjigo se kup in se makar večkrat prebere. To je moje mnenje. Tako da, seveda, če pa si kdo tega ne more privoščiti, da knjigo kup, ne, lejte, pa seveda ne gre po knjižnico puj in če vaša knjižnica nima, vi jim težite, ne jo kup, ne. Če bo kdaj ta knjiga, in jaz sem prepričan, če bo na neko knjižnico, ne vem katero, 3 pisali, da bi radi si sposodili mojo knjigo, sem prepričan, da bo ta knjižnica mojo knjigo nabavila. Tako da ne mislim, da zdaj jaz svoje knjige pa nočem v knjižnico dati, pa da jo eni zato ne boste mogli prebrati, ker si jo ne morete voščiti. Tako da to ni to, ne. No, drugače pa, ko sem v intervju s Klemenom Selakovičem rekel, da je knjiga najcenejša stvar, ki jo lahko kupiš. In jaz to močno verjamem, ker knjiga ti toliko da, da je to nekaj neverjetnega, ne. No, potem še nadaljujem, mogoče vam bo enkrat kliknilo v glavi in boste prišli do tega, da je življenje veliko lepše, če ljudi pohvalite, jim želite dobro in jim pomagate z nasveti. Mogoče vam bo to kliknilo ravno za tega mojega sporočila in mi boste enkrat zaradi tega zelo hvaležni. Zlagal bi se vam, da sem vam to napisal zato, ker bi vam želel dobro. Taki ljudje, ki uničujejo sanje in voljo drugim ljudem, ne maram in mi gredo na živce. Čeprav se po drugi strani zavedam, da so taki ljudje reveži in se mi smilijo, zato jim nekako tudi želim pomagati. Toda kljub temu, da vem, da mi vi ne želite popolnoma nič dobrega v življenju in bi bili najbolj veseli, če od danes naprej ne prodam nobene več knjige, vam iskreno želim vse dobro v življenju. Dobro vam želim tudi zaradi te izkušnje, ki ste me jo onemogočili. Namreč sem prepričan, da je ta izkušnja z vami veliko dala in zame. Ja, tle sem da mi je ta izkušnja veliko dala in je zame neprecenljiva. Ja, lejte, to res mislim. Ena taka izkušnja, jaz imam rad take izkušnje. Lejte, ne. Zdaj, potem, me bo še težji kdo prepričal, da mi nekaj ne bo ratalo, da sem slab, da je moja knjiga slaba. Nemogoče. No, gospa je samo odgovorila, kaj je za pohvaliti, za veseljem pohvalim, če pa bi za pohvaliti, pa nič. Če pač ni za pohvaliti, pač ni. Narobe je napisala. Tako da, ne, tako se je ta zgodba mi iz to gospo končala. Tako da, zdaj sem vam pa še dolžan tisto zgodbo, ki sem vam jo na začetku obljubil. Lejte, ta zgodba je opisana tudi v moji knjigi. Drugače zgodb, ki so opisane v moji knjigi, ne govorim, ker pač jih najdete v knjigi, ne, tako da kdo kar reče, ja, saj si že vse povedal, vse kvačem knjigo kupiti, ne, to ne drži. Tiste stvari, večinoma stvari, ki jih boste najdeli v knjigi, jih nisem povedal. No, pa da vam zdaj povem to. Lejte, ko sem bil mlad, Prej bom povedal eno zgodbo, ki nisem bil več tako mlad. Ta zgodba je manj stara, kakor, ali pa rečemo, koliko 10 let je stara, tako bomo rekli. Sem bil že kar klepko v letih, ne rečemo, da sem zdaj star,
Mislim, zdaj sem star 54, takrat, da sem bil 44. Ne. Z enim prijateljem smo šli ven v eno diskoteko in to je bila moja napaka, ne. Jaz sem se zmeraj v diskoteki zagledal uno, ki je bila najlepša, ne. Sedaj pa uno najlepšo se tudi vsi drugi zagledajo, pa imaš malo manj šans, oziroma ni nujno. Se pa tudi doskrat naredi, da do tiste najlepše se noben ne upa iti. Tudi o tem sem pisal knjig, ampak pustimo to, povem zgodbo. No in to je bila res lepa punca, ki je bila pol mlajša kot jaz. Jaz sem jo malo opazoval, seveda, ne. Samo opazoval, ker mi je bila tako lepa, se veste, lepo stvar je lepo pogledati, ne. Pa mi en kolega prav, čez 10 minut, prav ti, Tomaž, lej unole te gleda in mi pokaže točno to. Si rekel, kaj bo tam ne gledala, ne? Je rekel, gleda, sigurno te gleda. Čez 5 minut prav, si videl, kaj te je pogledala? Sem rekel, nisem. Pa res nisem videl. In tudi, še danes ne vem, a me je pogledala ali me ni pogledala. No in tu mi je še ne dvakrat rekel, da me gleda. Rekel, pej do nje, ne bo ti žal, gleda te ona. In tako me je človek prepričal, da sem malo pa res mislil, da me gleda. In jaz grem lepo samozavestno do nje, greva plesat. Jaz nisem ženski nikoli rekel, a greš plesat. Greva plesat. To je velika razlika. Tudi o tem sem v knjigu pisal, ne bom zdaj razlagal. No in on reče, ja. In pleševa tam v paru. Bila je malo bolj, prvo je bila taka srednje hitra muska, pol pa počasna, jaz se objamem, ona se name obeš čist. Sem rekel, wow, tlele pa je res možnost. In pol se malo zaliževa, polupčkava, tako smo kar bila pol, bom rekel, kar veliko časa skupaj, no pol pa mi smo šli po svoje, ona po svoje, sem telefonsko, ampak sploh ne vem, zakaj nisem nikoli poklical, res, budala totalna. Žal mi je, ko sto mater, predobre je včas laufalo, pa sem take neumnosti delal. No, še danes ne vem, a je ta kolega res videl, da me ta punca gledala, ali sem je zlagal. Ampak, če on me ne bi težil, da me ta punca gleda, jaz ne bi šel do nje, ma ni šans, če bi mu 100 takih primerov ne bi šel, se sem rekel, punca lepa ko slika, pol mlajša od mene, kaj bo ona z menoj, takrat tudi še nič popularen nisem bil, danes me kjera pogleda, ker sem malo popularen, takrat tega ni bilo, ne. No, in vidite, kaj neka spobuda pomaga. Se pa spomnim, sem pa tudi hodil ven, to je bilo pa že prej, ko sem bil star od 20 do 25, sem hodil ven z nekimi prijatelji, ker sem pol kasneje videl, da so sam v narekovajih prijatelji, ne. In sem jaz kje navdušen, kakšno videl, malo se pripravljal, da bom donešel in seveda tu rad prijatelj, pa sem rekel, lej, do une bom šel. Ampak prav, odjebala te bo. Razumete zdaj poanto tega videa? Kakšna razlika je, če te nekdo motivira, tako kot je mene prijatelj v prejšnji zgodbi, ali pa če te nekdo takole demotivira. Legendarni Henry Ford je rekel, v primeru, da mislite, da zmorete, in v primeru, da mislite, da ne zmorete, v obeh primerih imate prav. Ste to razumeli? In veste, ne, kaj je tle fora pri puncah? Pa ne samo pri puncah, tudi se posod druge. Če te nekdo prepriča, da imaš ti šanse, greš nasmejan, samozavesten in ženske to čute, je tako, napište ženske to v komentar. Če ti pa nekdo prav, odjebala te bo in začneš ti verjeti, da te res bo, greš pa ves prestrašen, zadržan, sramežljiv in tu ženske vidijo. In
to je najslabše, kar lahko narediš in zgubiš šanse. In tako je tudi posod, ne? Tudi v poslu. Če ti neko svojo idejo greš nekomu predstaviti in verjameš v njo, tu govoriš z navdušenjem in on tu čist drugače vidiš, pa če ti neko idejo predstavljaš, ne verjameš v njo, ne. Tako da, lejte, to je poanta tega videa in to sem vam hotel povedati, kako lahko ta gospa kot psihoterapeutka gre meni take neumnosti pisati. Rečemo, da je moja slika, moja knjiga slaba. Ona je svojo nalogo upravila, knjižnica je povedala, da ni oni so names 43 knjig naročili, 8 knjig in je stvar rešena. Ne, ampak ona je meni mogla priti še povedati. Tudi tako, kot bi jaz videl enega neznanca, gre po cest, mal je grdo oblečen in bi šel jaz do njega. Ti, daj se pogledaj, kako si grdo oblečen, lej kakšen pulover imaš, lej kakšne hlače imaš, lej kakšne čevlje imaš, sploh nič ne paše, on ti tret. Ta gospa se sigurno ima za zelo dobro osebo. Jaz, čeprav sem bil tlele mečken oster, mogoče tudi nasramen, za kar se opravičujem. Ne, se ne opravičujem, ker se nimam za kaj opravičevati. Se nimam čisto za kaj opravičevati. Pravičiti bi se mogla ona meni, ne jaz nej. Čeprav ne pričakujem nobenega opravičila, briga me za njo, ne. Ampak glejte, če bi jaz bil na njenem mestu, da bi nekaj ocene, da bi bil na njenem mestu. Tako bi jaz, ki bi knjigo prebral, ki bi bila za nič. Jaz bi rekel, bom pa temule fantu napisala en mail, pa bom rekla, da sem prebrala njegovo knjigo, pa bi jaz napisal, glejte, vse knjiga je kar ne, ampak je ful možnosti za izboljšave. In potem bi naštel, kaj vse bi bilo treba popraviti. In bi gospa meni pomagala, jaz bi se lepo zahvalil, a ne bi bilo lepše, da bi tako naredila. Jaz bi naredil tako. Vam garantiram, da ne bi tako naredil. In kot sem rekel, ta gospa se sigurno ima za dobro osebo. Grem staviti vse, kar imam, da sem jaz veliko boljša oseba, kot ona. Čeprav sem mal ta kontraverzen, rečem kaj, kar bi bilo mogoče bolj, da bi bil tih. Ampak se upam staviti, da sem veliko boljša oseba, kot je ona. To se upam staviti. Tako da zanimivo. Ta gospa verjetno ni naumna, ne? Jaz sem prepričan, da tam v tistih terapevtskih skupinah, pa tudi v knjižničarke pa vse, da jo spoštujejo, ker zna igrati. Ampak vidite, na takem testu je pa pala, ker ko se je pa najdel en Tomaž Gorec, ki je nepismen, ki mu ljudje na Facebooku pišejo, da dela pravopisne napake, ne, jo je pa zabolelo. Je pa ni mogla, da ne bi napisala. Ne? Ampak ni imela tukaj jajc, da bi javno napisala. Jaz bi z njo to debato zelo z veseljem vodil javno v komentarjih, se pravi tam, ki je ona videla pohvalo, ki sem jaz objavil, bi napisala, ta pohvala sploh ni objektivna, pa bi se tam pregovarjali. Ampak ona se to ni upala, zato ker se je bala izpostaviti. Jaz sem bil tukaj ne fair, bolj neumen, da nisem izpostavil njeno ime in priimek. Ne? Če bi to naredil, verjeten, da bi škodilo bi. Sigurno bi se še najdel kdo, ki isto misli, ki jaz, pa s to žensko ne bi hotel imeti pravka, niti na tiste bralne terapije ne bi hodil, ker ne vem, kaj ima, ampak se upam reči, da Bog ve, kakšne so. Mislim, če sama taka. Jaz bi lahko z imenom in priimkom tle poimenoval. Lejte, mogoče še bom videl. Mogoče bom v članku. Bom videl. Lahko mi svetujete, ali jo ne poimenujem z imenom, priimkom ali ne.
No, sej, vidite, kako je žleht, ne? Lejte, če sem jaz zgubil v mestni občini, v knjižnici Ljubljana, ne vem, zgubil, se pravi 43 smo te knjige prodali, se pravi, tle smo jih samo 8, se pravi, to je 35 knjig, krat 41, je tu 1000, to je denarja kar nekaj. To je skoraj 1500 evrov. Ne? Ona me je zajez za 1500 evrov, jaz bom zdaj pa do nje pa solidaren, pa lep, pa tu. Mislim, vse sem jaz najbrž budala, ne. Tako da. Bom videl. Napišite pa vi v komentar, kaj mislite o tem. Jo omenim z imenom pa priimkom ali ne. Za konc naj vam še povem, da namen tega prispevka je samo ta, da vas prepričam, da se ne pustite nobenemu prepričati, da ste slab, nič vreden, da vam ne bo ratalo, da se nič ne da. Samo to je namen tega prispevka. Hvala Bogu se je najdla ta gospa, da sem vam to na lepem primeru obrazložil. In ne družite se za takim ljudmi, ki so negativni, ki se nič ne da, ki je sama negativnost. Ne se družiti. Tudi, če so to oče, mama, brat, sestra, odjebite jih. Te ljudje vam sam škodujejo. Takih se losajte. Pa hodijo eni z enim na kofe, pa 2 ure sedijo, ti z kofe pijejo, pa samo jamrajo. Pa samo jamrajo, šimfajo, obrekujejo. Ma jaz zdaj tudi naletim na kakšnega tacga, mislim, včasih se spomnim, 10 pa več let nazaj. Vsi sem tudi jaz naletel na take ljudi in celo sem se zalotil, da tudi jaz sodelujem v tem. Sem rekel, ne s takim hoditi, zakaj bi jaz takim 2 ure svojega časa zabil? Karkoli drugega grem delati, grem raj po hosti se sprehoditi. Ali pa z mojim mačkom se pogovarjati. Je bolj, kot pa s takim ljudem. Tako da take črtajte, vse jih črtajte. Pa boste videli, koliko bo življenje lepše. Pa seveda, mojo knjigo naročite, pa jo preberite. Spodaj v opisu videa imate link, kjer jo lahko naročite. Naj povem, da tisti, ki naroči 3 knjige, jo tudi osebno dostavim in si tudi vzamem čas za njega. Ker že nekaj takih naročil sem imel. Eni naročajo to zato, da potem, da me spoznajo, da malo podebatiramo, me kaj tudi vprašajo, ali od digitalnega marketinga, ali od potovanj, ali tisto, kar vem. Se mi pa tudi dogaja, da naročijo 3 knjige, ne vem, nekdo, praznuje nekdo rojsten dan in pol naročijo 3 knjige in jaz pridem hunmu na rojsten dan kot presenečenje, prinesem 3 knjige, seveda ne, zakaj tudi naročiti 3 knjige? Je zato, ker je takale knjiga odlično darilo. Odlično darilo. Glejte, v tej knjigi jaz tudi, rečemo mlade, učim samih dobrih stvari. Pravim je, da je treba delati. Učiti se, brati knjige, biti pošten. Govorim jim, da ne piti alkohola, da ne kaditi, da se ne drogirati. Tako da to je tudi za vsakega mladega knjiga primerna. In očetje, mame, bratje, strici, tete, babice, detki. Lejte, to je odlična ideja za darilo. Še posebej nekomu, ki spremlja mene, ne? Tako da nabavite. Imate v opisu videa link tako za naročilo 1 knjige, kot za naročilo 3 knjig. Pa lejte, naredite mi uslugo, pa res napišite mnenje v tem videu, kaj si mislite o vsem tem. Stisnite všeček, pa se naročite na moj kanal.
Hvala, ker ste gledali do konca.